Lepo pozdravljeni. Občina Brežice nadaljuje z drugo in zaključno fazo projekta celovite obnove mostu čez Savo in Krko v Brežicah. Potem, ko so spomladi končali z obnovo železnega mostu čez Savo, sta brežiški župan Ivan Molan in predstavnica izvajalca, podjetja Rafael iz Sevnice Marija Možina, septembra podpisala pogodbo za obnovo še tistega čez Krko. V sredini julija leta 2018 so v Brežicah začeli z obnovo železnega mostu čez Savo. Do letošnjega aprila so z deli končali, na obnovo pa zdaj čaka še nekoliko krajši most čez Krko. Sam osebno moram povedati, da je to izjemno velika investicija, kajti gre za spomeniško zaščiten železni most, ki je bil zgrajen 1906. leta in seveda ga je potrebno popolnoma prenoviti. Na mostu čez Krko je potrebno celo odstraniti tudi betonsko ploščo, ki jo moramo zamenjati in z vsemi ostalimi opornicami. V okviru projekta obnove bodo prenovili celotno nosilno konstrukcijo, zamenjali vsa vozlišča, nosilno konstrukcijo, uredili odvodnjavanje, postavili hidroizolacijo in celoten most prebarvali. Začetek del upam, da že v tem tednu, tak je naš plan, ker smo odvisni od vremena. Za samo AKZ zaščito mora biti primerna vlaga in temperatura samega okolja in samega materiala, katerem to izvajamo. Zato bomo začeli takoj, dokler je tako vreme in nam služi. Vrednost 66-metrskega mostu čez Krko in dela mostu, ki poteka po kopnem, znaša 1 277 000 evrov. Skupaj pa bo občina za celoten projekt obnove mostu namenila približno 2,4 milijona evrov. Investicija bo popolno financirana iz občinskih sredstev in samo lahko rečem, da je to neka dodana vrednost, predvsem občini Brežice, mestu Brežice, saj je to spomeniško zaščiten most, ki bo praktično dopolnil ponudbo razvoja mesta Brežice in pa pomembnih stav, ki jih imamo tu v Brežicah. Most bo po obnovi namenjen predvsem pešcem in kolesarjem. Se pa pogovarjamo še tudi o tem, da bi ostal odprt tudi še za osebne vozila, vendar samo v določenem času, predvsem takrat, ko je največ vozil gre iz mesta, verjetno potem pozneje pa bi ostal samo za pešce in pa za kolesarje. Zaključek obnove mostu sicer načrtujejo konec junija prihodnje leto. Junija so v Cerkljah ob Krki podpisali pogodbo za obnovo tamkajšnjega 98 let starega lesenega mostu. A se je zalomilo, kot pravi brežiški župan, gredo stvari počasneje, kot so pričakovali. Mnoge poškodbe na vozišču pričajo o resni dotrajanosti in zahtevajo nujno sanacijo mostu v Cerkljah ob Krki, kar so ocenili tudi na brežiški občini, saj so junija že podpisali pogodbo za njegovo obnovo. A se je, kot pravi župan, kmalu zatem zalomilo. Most v Cerkljah se je zaradi določenih konstrukcijskih problemov, ki se nam je pokazal, predvsem kar se tiče same vrtin v globini, malo zavleko, stvari grejo počasneje, kot smo pričakovali. Rok za dokončanje obnove, ki je določen novembra, se bo tako prestavil. Pričakujejo, da bo most v Cerkljah ob Krki končan spomladi naslednje leto. Dela se že izvajajo, bile so določene geološke vrtine. Posebnost pri samem je, da praktično na vsakih par metrov so različne globine, na katerim je potrebno zagotoviti trdnost mostu, kar nas je na nek način presenetilo. Za obnovo mostu, ki predstavlja pomembno prometno povezavo obeh bregov reke Krke, trenutno poteka nabava materijala. Glede na to, da si ne želimo, da bi ta most bil zaprt 6 mesecev, smo našli rešitev, da se v letošnjem letu nabavijo vsi materijali, potem pa se spomladi v čim krajšem roku most podere in ponovno sestavi, kajti v nasprotnem primeru ne bi želeli, da bi ta most, ki je zelo prometen, v Cerkljah bil zaprt 8 mesecev. Tako da jaz verjamem, da tudi drugo leto nekje konec maja bomo imeli v Cerkljah popolnoma prenovljen nov most. Nadaljujemo na Velikih Malencah, kjer so v prostorih obstoječega več kot 50 let starega doma krajanov podpisali pogodbo za gradnjo novega objekta. S tem bo ta manjša podeželska krajevna skupnost pridobila ustrezen prostor za druženje krajanov. Večnamenski dom na Velikih Malencah je bil v preteklosti vsaj dvakrat poplavljen. Leta 2010 je bila voda nekje do tlele, leta 1990 pa nekje približno
15-20 metrov nižje. Obstoječi dom je dotrajan in želja po gradnji novega sega že v leto 2012, ko je bila izdelana projektna dokumentacija, a je na željo krajanov občina projekt leta 2017 nekoliko spremenila, prilagodila je postavitev objekta ter preoblikovala uporabnosti notranjih prostorov. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v lanskem letu, sedaj je podpisana pogodba in rok izdelave je 30.9.2022. Seveda pa, vkolikor bojo nam omogočila določena sredstva v rebalansu 2021 oziroma proračunu 2022, si bi pa želeli, da bi se z izvajalcem celo dogovorili, da bi bil rok prej končan nekje spomladi leta 2022. Vrednost investicije znaša dobrih 457.000 evrov. Z gradnjo objekta bodo začeli že letos. Z rušenjem obstoječega doma naj bi zaključili do konca oktobra, novembra sledi izgradnja temeljev novega objekta. Potem pa z novembrom štartamo z temelji, nosilno konstrukcijo, potem pritlične nadstropje, streho, pa bo že zima. Potem pa v letu 2021 pa potem planiramo zaključitev objekta nekje do septembra, oktobra 2021 naj bilo v tehničnem smislu objekt zaključen. Vključno z opornim zidom in vso zunanjo infrastrukturo. Objekt bo imel 2 etaži, pritličje in mansardo ter nova parkirišča. Nov dom bo pomenil en prostor za druženje, predvsem za otroke, ker pač sama vas nima nobenega igrišča. Otroci zbirajo tukaj, imajo prireditve, ob materinskem dnevu, pustovanje, Dedek Mraz, Miklavž in takšne stvari. Novega doma pa se bodo razveselili tudi v tamkajšnjem turističnem društvu, ki letos obeležuje 50 let delovanja, še dodaja Veličevič. Prva polovica letošnjega leta je bila za slovenske bolnišnice v znamenju epidemije novega koronavirusa. Že od konca februarja dalje je bilo izvajanje programa in s tem tudi finančno poslovanje zelo negotovo. Po razglasitvi epidemije se je izvajanje zdravstvenega programa zelo skrčilo, odpirala pa so se nova delovišča. Poslovanje Splošne bolnišnice Brežice je bilo sicer v prvem polletju pozitivno, 130.000 evri presežka prihodkov nad odhodki. V Splošni bolnišnici Brežice so imeli v prvem polletju kljub epidemiji 93% realizacijo programa, kar je v primerjavi z ostalimi slovenskimi splošnimi bolnišnicami visok delež. Kot pravi direktorica Anica Hribar, je to prvi razlog za pozitiven izid. Drug razlog, zaradi česar smo pozitivni, pa je to, da država zagotavlja finančno pomoč za nerealiziran program v času epidemije, kar je seveda tudi za nas izjemnega pomena in posledično smo lahko poslovali tudi z pozitivnim izidom. Izvajanje zdravstvenega programa se je v času epidemije oziroma v drugi polovici marca in aprila zelo skrčilo. Odpirala pa so se nova delovišča, kot denimo oddelek za izolacijo in triažiranje vseh obiskovalcev bolnišnice. Z sprostitvijo specialističnih ambulant in operativnih posegov v mesecu maju, ko smo začeli obravnavati skladno z novimi usmeritvami ministrstva tudi vse nenujne zdravstvene primere, ki bi lahko imeli za posledico poslabšanje zdravstvenega stanja, če jih ne bi obravnavali, pa je naša realizacija se v mesecu maju, predvsem pa potem v juniju, bistveno povečala. V brežiški bolnišnici pričakujejo povračilo določenih stroškov, ki so se povečali zaradi razglašene epidemije. Gre za stroške novih delovišč, torej oddelka za izolacijo in triažiranje, pa tudi stroške nakupa osebne varovalne opreme in določenih naprav, ki so jih potrebovali v tem času. Mislim, da gre nekaj za več kot 100.000 evrov, 150.000 evrov. Do konca leta v Splošni bolnišnici Brežice pričakujejo izravnan poslovni izid, je pa vse odvisno od tega, kakšne bodo razmere, dodaja Hribarjeva. Danes je zelo težko načrtovati za par mesecev naprej. Splošna bolnišnica Brežice je zaključila s prenovo bolnišnične lekarne, v sklopu katere so uredili tudi nov vhod za specialistične ambulante in tiste paciente, ki so naročeni na posege.
Stari vhod v bolnišnico je zdaj namenjen dostopu v specialistične ambulante, medtem ko preko urgentnega centra odslej vstopajo le tisti, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč in pacienti naročeni v specialistične ambulante, ki so gibalno ovirani, saj v novem prostoru nimajo dvigala. Sicer pa je povsem prenovljena lekarna, v sklopu te investicije je formirana centralna administracija, nov sprejem pacientov z informacijskim pultom, tako da računamo, da bo to prispevalo k dvigu kakovosti storitve. Kot dodaja Hribarjeva, je pomembno tudi to, da se ne mešajo tisti, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč in naročeni pacienti, kar so bile tudi zahteve določenih inšpekcijskih pregledov. Uredili smo pa tudi ustrezno požarno varovanje, javljanje celotnega kletnega dela objekta, tako da je to za nas velika pridobitev. Vrednost investicije je okoli 850 000 evrov, sredstva je zagotovilo Ministrstvo za zdravje. Smo pa že podpisali tudi pogodbo z izvajalcem za dokončanje centralne intenzivne terapije in pa novega radiološkega oddelka. Ta investicija se pričenja konec tega tedna. Vrednost te je 1,5 milijona evrov in tudi sredstva za to investicijo v celoti zagotavlja Ministrstvo za zdravje. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je bil pregled dogajanj v občini Brežice, ki smo jim sledili v septembru. Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.